je bližajoči se Ljubljanski maraton. Kot veste, maraton bo v nedeljo, 23. oktobra. Nekaj več o samem maratonu bo zdaj povedala gospa Barbara Železnik, ki je vodja projekta Volkswagen Ljubljanskega maratona. Barbara, izvoli. Lep pozdrav v mojem imenu. Veseli nas, da se po 3 letih spet, oziroma po 3 letih spet vračamo z dvodnevno prireditvijo nazaj na Ljubljanske ulice. To je naprej zadnji vikend, kot je rekla Samija, 22. in 23. oktober, v soboto z šolskimi teki in v nedeljo z glavnim programom 10, 21 in 42 km. Za soboto je trenutno prijavljenih približno 1000 lumpijev in malo čez 3000 osnovnošolskih in srednješolskih otrok, ampak prijave so odprte še do 13.10. in šole so ponavadi naravnane, da to v zadnjih hip počnejo. Za nedeljske teke pa imamo prijavljeni skoraj 10 000 tekačev, približno 1500 na 42, malo čez 4000 na 21 in enako tudi na 10 km. Tudi tukaj je prijava še zmeraj odprta do 13.10. Nedeljska štarta oziroma sobotni štarti najprej bodo med 11. in 17. uro, medtem ko za nedeljo smo obdržali približno enak urnik kot lani, ob 9. štarta 42 in 21 km in ob 9.45 10 km. Trasa letošnjega maratona bo potekala v enem krogu, letošnji polmaraton šteje pa hkrati tudi za državno prvenstvo Slovenije. Izdaja štartnih številk in čipov bo kot ponavadi potekala na Gospodarskem razstavišču. Letos smo v stekleni dvorani oziroma tudi v delu kupole od 20. do 23. oktobra. To velja za izdajo štartnih številk prav za vse. Za lumpije, za šolarje, kjer ponavadi smo to izdajali na drugi lokaciji in za odrasle tekače. V stebrni dvorani bomo imeli pa 22.10. testeninko, torej ta otvoritvena pašta party, kot ji pravijo, med 15. in 19. uro. Prav tako bo na Gospodarskem razstavišču v soboto ob 18. uri tudi odboritev in predstavitev vabljenih vrhunskih maratoncev. Letos imamo, kar se tiče štartnih številk, eno novost, to je na hrbtni strani je poseben obrazec, kjer je naša želja, da ga tekači izpolnejo, saj so gori informacije, ki so nam potrebne v primeru, da se maratoncu oziroma tekaču karkoli zgodi, da vemo, koga lahko obvestimo in neke posebnosti, ki so vezane samo na tekača. Prireditvena prostora sta spet dva kot ponavadi, na Kongresnem trgu je cilj oziroma štarti na Slovenski cesti in na Trgu Republike imamo servisni del z okrepčevalnim garderobnim šotorom in ostalimi spremljevalnimi objekti. Letos sta v naši maratonski zgodbi za nas pomembna še dva projekta. To je projekt Gremo v Ljubljano, s katerim smo se letos aktivirali. Ne samo, da tekači hodijo k nam, smo tudi mi šli v 5 krajev po Sloveniji in nagovarjali tekače, da se nam pridružijo. Prav tako smo nagovarjali južno od nas v Srbiji in pa na Hrvaškem. In v sklopu te zgodbe smo se po Ljubljani vozi že približno 1 mesec tudi avtobus Gremo v Ljubljano, zato posebna zahvala Petru, da nam je to omogočil in da nam bo omogočil to še v naslednjem letu. Poleg tega je pa za nas pomembna tudi zgodba, ki smo jo se lotili že lani, to je rožnati maraton. Že približno 14 dni so nameščene table za rožnati maraton po trasi 10 in pa 21 km, v delu 42, pa smo jih namestili le na določenih delih kot opozorilo, da se maraton spet vrača na Ljubljanske ulice. Tudi v tem delu smo lani traso imeli v 2 krogih. Možnost prijave na rožnati maraton je objavljena na naši spletni strani. Kdo želi majico oziroma zaželjena je donacija v višini 10 evrov, za katero lahko dobite majice. Majice izdajamo vsak dan v turistično-informacijskem centru med 14. in 18. uro in ob sobotah med 9. in 13. uro. Prav tako bomo konec tedna v soboto
izvedli skupinski tek v okviru rožnatega maratona, tako da vabljeni vsi, ki imate željo teči, ki radi tečete na trasi 10 km, bomo izvedli ta tek. Donacija, kot tudi lani, bo šla Združenju Evropa Dome. Maraton bo tudi letos mogoče spremljati v live stream prenosu na Siolovi spletni strani med 8:55 in 19. uro. Prav tako bo ta prenos potekal tudi na zunanjih velikih velikanih ob trasi. V posnetku ga bo mogoče kasneje videti na spletni strani. Kot zmeraj bo na štartu stroj mašin in ob trasi bodo spodbujale godbe. Različne lokacije tega so objavljene na spletni strani oziroma ste dobili tudi tole mapco, kjer je not prikaz in tras in godb in še drugih stvari, ki se nam zdijo pomembne, da tekače opomnemo. Vse pomembne informacije, torej te, ki sem jih povedala in še marsikatere, imamo zbrane na spletni strani v 4 ločenih zavihkih za tekače, Olimpije, otroke in pa seveda tudi, kar se tiče zapor, da se lažje dostopa. Prav tako pa smo namestili te informacije tudi v medijsko središče, kjer je objavljena tudi prijava oziroma prijavni obrazec za novinarje, odprt do 20.10. se mi zdi, kjer se lahko prijavite, ukolikor želite biti na dogodku. Na tem mestu bi se zahvalila Mestni občini Ljubljana, javnim službam in vsem ostalim sponzorjem in pomočnikom, ki nam že vsa leta stojite ob strani in nam pomagate pri izvedbi te prireditve. Na tem mestu, kar se mene tiče, bi jaz zaključila, ker o zaporah, prevozih in ovabljenih atletih so govorci, ki bodo zdaj le povedali vse, kar vas zanima, oziroma potem v vprašanje na koncu. Najlepša hvala, Barbari. Ker kot veste, so ta dan tudi volitve za predsednika oziroma predsednico republike, je z nami tudi direktor Državne volilne komisije, gospod Dušan Vučko, ki bo podal več informacij, kako do volišč. Gospod Vučko, izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Tako kot je bilo že omenjeno, na dan maratona imamo še eno prireditev, ki je največja v državi, to so volitve. Volitve predsednika republike, prvi krog, sedaj predsednice, volivci bodo povedali, kdo bo predsednik. Zdaj, na uvodu lahko rečem, da je Državna volilna komisija z organizatorji tega maratona in tudi vodstvo Mestne občine Ljubljana dogovorila različne ukrepe, s katerimi bi volivkam in volivcem na območju Ljubljane kljub začasnim prometnim zaporom omogočili čim bolj neoviran dostop do volišč. Naj za začetek povem, da bo promet v celoti sproščen po zagotovilih organizatorja od do 8:45 ure in po 15 ure. Volivkam in volivcem, ki se torej ne ta čas upoštevajo, okrajne volilne komisije na območju mesta Ljubljana in tudi volišča bodo pripravljeni na morebitni zgodnji prihod večjega števila volivcev, kot tudi po 15 uri. Vse volivke in volivci, ki bi pa se želeli pripeljati na volišče z avtomobili, vozili pa priporočamo, da se torej na ta volišče odpravijo v tem časovnem obdobju, ko ni ovir. Tisti, ki glede na to, da imamo na območju Ljubljane veliko število volišč, seveda večina volivcev lahko dostopa peš, zato bodo te imeli neoviran dostop, seveda pa bodo pri prečkanju določenih cest morali nekaj časa počakati, zato bodo pa so organizatorji zagotovili, da bodo na teh mestih redarji, reditelji in tudi na večjih križiščih policisti, kjer bodo omogočali, ko ni tekačev, prehode tako peš na katerih križiščih, pa tudi z vozili. V času maratona bo na vseh linijah mestnega prometa zagotovljen brezplačen prevoz, tako je bilo rečeno. Organizatorji maratona so tudi zagotovili, da bo
upoštevati, da marsikatere relacije zaradi varnosti plačajo avtomobile ni mogoče spuščati. Seveda omogočeno bo tudi brezplačno parkiranje osebnih vozil na vseh parkiriščih Park and Ride, tako da bodo vozili mestne avtobuse. Več pa seveda kolegi. Pomembno je vedeti, da bo prevoz zagotovljen tudi do tako imenovanega volišča Omnja. Kot se je zdaj v praksi že pokazalo, je Omnja volišče na eni lokaciji, tudi za tokratne volitve predsednika republike bo to Omnja volišče na gospodarskem razstavišču. Naj sam za informacijo, da je do takih volitev za volitve državni zbor približno 4000 pa še nekaj. Na teh volitvah pričakujejo manjše število. Ne glede na to, pa smo tudi z okrajnimi volilnimi komisijami dogovorjeni, da bodo vsi volivci, ki začasno prebivajo, ki bodo tukaj izkoristili to možnost na Omnjem volišču, pisno obveščeni, kje so možni dostopi z avtomobilom in do brezplačnega parkirišča na gospodarskem razstavišču. Seveda o informacijah o zaporah cest, kar je organizator pripravil na naše priporočila, bo in tako časovnica zapor bodo objavljeni na spletni strani organizatorja, se pravi Maratona Ljubljana. Po tej konferenciji novinarski bomo pa te informacije podali tudi na naši spletni strani. Je pa res, da bodo morali uporabniki nekoliko malo bolj podrobno pogledati, kje se ta informacija nahaja. Seveda, glede na to, da je nedelja dan glasovanja, dan glasovanja je tudi poteka že prej, to je predčasno glasovanje. Zato zlasti Ljubljančanom, meščanom, volivcem iz Ljubljane, priporočamo tudi, da se poslužuje te oblike. Torej, da se odpravijo na predčasno glasovanje, ki traja torek, sreda in četrtek, torej 18., 19. in 20. oktobra, volišča, 14 volišč na eni lokaciji, na gospodarskem razstavišču, bodo odprta tako potrebna volišča med 7. in 19. uro. Tudi tukaj smo v dogovoru z okrajnimi volilnimi komisijami, da bodo volilni odbori na teh 14 voliščih na eni lokaciji pripravljeni na morebitno povečanje števila udeležencev volivcev na teh predčasnih glasovanjih. Torej, vsi skupaj, tako državna volilna komisija, kot organizatorji in mestna občina Ljubljana, smo si od vsega začetka prizadevali, da te prireditve izvedemo tako na eni strani uspešno tekače in pa volivci in volivci, da tudi volitve izpeljemo s čim manj zapleti, s čim manj morebitnih omejitev gibanja. Seveda pa prosimo vse volivke in volivce na neko potrpežljivost, strpnost. Ne gre za nekaj groznega, gre za tekaško prireditev športne rekreacije, kar bi moralo biti tudi v tem prostoru nekoliko bolj odobravano. Zato se tudi na tem mestu predvsem moram izraziti iskreno zadovoljstvo in pa pohvale organizatorjem, da so res profesionalno izpolnili naše načrtovanja in da smo pripravili res informacije, samo če še jih želijo uporabniki pogledati, ker bojim se, da na dan glasovanja vse bodo našli posamezniki, ki s tem ne bodo zadovoljni. Vse informacije o zaporah po posameznih ulicah, cestah so na voljo. Zato še enkrat prosim res volivke in volivce na območju Ljubljane, da se temu prilagodijo in da to upoštevajo po 15. volitvi, pa vse brez ovir in lahko dostopajo do volišča. To pojasnim v tem delu, če bo pa kakšno vprašanje, pa seveda, če bo osnov, bo to z veseljem. Hvala lepa, gospodu direktorju. Mi pa zdaj gremo k drugemu direktorju, direktorju Ljubljanskega potniškega prometa, gospodu Petru Horvatu, ki bo tudi povedal, kakšne bodo v tem času linije, kakšen bo mestni prevoz. Petr, izvoli. Hvala lepa. Prvi direktor je kot gospodin se je povedal, tako da jaz nimam kaj dosti dodajati. Uvozim kar se za toliko objavljali, verjetno ne bomo tle šli po vrsti. To, kar bi povdaril, je to, da bodo tudi scheme na naši spletni strani. To je pomembno, ker ko pogledate te naše uvoze, potem se šel kaj ne znajde, tako da naši potniki, uporabniki, ne se teh schem uvozov tudi pogledajo.
Tako kot je bilo že povedano, kar je pomembno prevod bo brezplačen celo nedeljo, tako za tekmovalce, kot obiskovalce, kot volivce. Linije iz vseh smeri praktično tudi prepelje do čvarskega razstavišča. Posebnost še je na Dolenjski cesti, kjer bo možno brezplačno parkiranje ob središču, ob Merkatorju in tam bo gotovo tudi naš kavalir. In v primeru kakšnokoli vprašanj ali pa česar koli, kar se kavalirje tiče, pokličite na 031 666 331. To je gotovo zanimiva številka predvsem za starejše, če bodo kakoli potrebovali. Kar se pa tiče naših linij vozov, voznih redov, zmešnjava vedno je kakšna minimalna, zato tudi pokličite 01 582 2582. In se ne rabite za temi stvarmi preveč obremenjevati in na naše spletne strani se tudi schema pogleda, ki avtobus točno obratuje po vozni trasi. In to je to. Potem pa avtomobil sploh ne dabe, tako kot je rekel prvi predsednik za avtomobili po 15 ur, jaz mislim, da se bo tudi 15 ur prignati za avtobus. Evo, hvala lepa, torej v nedeljo na avtobuse. Zdaj pa še informacija o tem, kako bo poskrbljeno ta dan za varnost. Z nami je Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vsa leta do sedaj, v času maratona, tudi mestno redarstvo z vsemi ostalimi deležniki in službami sodelovalo pri zagotavljanju varnosti na območju Ljubljane. Za letošnjo leto, kot so že predhodniki omenili, so določene specifike, ker potekata dva pomembna dogodka, oziroma poleg maratona še predsedniške volitve, zato smo še toliko bolj posvetili to pozornost za področje varnosti. Če pogledamo nazaj, zdaj v vseh teh letih v času maratona nekih večjih dogodkov, ki bi bili odmevni oziroma ki bi predstavljali veliko tveganja, ni bilo, tako da tudi sedaj pričakujemo ugodne razmere. Pri zagotavljanju tega bomo v bistvu na območju Ljubljane delovali več služb, nekaj je bilo že omenjeno, glavno poleg varnostne službe bodo tudi gasilci, prostovoljne gasilska društva, naši mestni redarji in seveda policisti. Vse te službe med seboj so koordinirane letos prvič iz enega centra, in sicer smo na sedežu LPP-ja, kjer že obratujeta dva pomembna centra za mesto Ljubljana, to je informacijski center LPP in informacijski center javnega podjetja parkirišča in tržnice. Sedaj se bomo priključili tudi ostali, tako da bomo imeli vse relevantne informacije na enem mestu in vse službe bodo koordinirane iz tega mesta. Tako da, kot so že predhodniki povedali, pričakujemo ugodne razmere, vsi podatki, vse zapore, vse parkirišča, ki so na voljo, tako obiskovalcem maratona kot volivcem, so na voljo na spletu, tudi grafično prikazano, tako da je zelo lepo poskrbljeno za vse informacije. Mislim, če bomo nekako vsi skupaj strpno in preudarno začeli jutro, tiste nedelje, da bomo tudi uspešno letno končali. Hvala. Hvala lepa Romanu, ker seveda na maratonu brez tekačev ne gre, tudi vrhunskih tekačev ne, je z nami gospod Ambrožič, ki bo predstavil nabor vrhunskih tekačev. Hvala lepa. Tako kot vsi maratoni v Evropi, po svetu, je vedno kombinacija teka tako vrhunskih atletov, vemo, da so to večinoma iz Afrike, in pa seveda rekreativnih tekačev. Ta simbioza je danes nekaj stalnica in tudi za letošnje leto, ko smo se odločali, kako bi štartali, smo rekli, da je to samo prihodno leto, da ne bomo šli na polno, gre po 2 letih obnovitvenega procesa in smo povabili deloma zmanjšano število elitnih atletov. Namen je bil tem, da zadržimo tudi label Svetovne atletske federacije. Mi imamo letos elitni label, ki se drugo leto spet spreminja v zlati label, nekaj smo ga tu že imeli, je bil zamenjan, vendar so ugotovili, da je imenitnejše, če je zlati in platinasti label. Torej gremo nazaj na
zlati label in zato smo letos tudi v zmanjšanem obsegu gremo z elitnimi atleti, tako da ohranimo naš status elitnega maratona. Zato bomo imeli manjše število atletov, imeli bomo po 6 atletov moških, 6 atletov atletin, domače atlete in torej gre za to, da bodo vsi skupaj v simbiozi tekali. Kakšni so pa naši cilji, rezultatni cilji? Pri moških želimo, da bi se odtekali v rezultatu 2 uri 7 minut, pri ženskah 2 ure 21, 2 ure 22. To sta zelo dobra povprečna evropska časa, niso pa to vrhunska rezultate. Rekli smo, da je letos prehodno obdobje in zato smo letos tudi šli z nižjim proračunom, tako da vse skupaj malo svežimo. Omenil bi, da pride tudi letos bo zadnji zmagovalec iz resnega maratona, kot sem zdaj predgledat nekako prehod, vemo, pride tekač, ki je bil zmagal leta 19, Etiopec, in po izjavah, da je v zelo dobre formi. V zelo dobre forme so tudi ženske, tako da mi celo več pričakujemo od žensk, kot pa od moških. Tako da od naših domačih atletov prav veliko maratoncev nimamo, da bi rekli, povabili smo vse eminentnejše tekače, ki so v Sloveniji tudi v drugih daljših distancah, da smo jih povabili, da so naše člani, tako da vsi ti bodo letos z nami na trasi, predvsem pa so pomembno, da bodo ti tekači potegnili tudi vso maso za njimi, da bo vsi tekači uživali v skupne borbi do prehoda v cilj. Hvala lepa. Hvala za te informacije. Zdaj pa samo da še povabim našega podžupana Dejana Crneka za par misli. Hvala lepa, Sanja. Ob tem dogodku je mogoče vsem potrebno spregovoriti še nekaj besed o tem, da ko smo izvedeli za datum volitev, seveda smo takoj pristopili resno in odgovorno k pripravi dogodka, čeprav se na začetku zdelo, da so neke informacije niso usklajene. Vendar lahko na tem mestu rečem, da je tudi ta dogodek en krasen primer sodelovanja vseh, ki bi morali biti upleteni. Zato se na tem mestu zahvaljujem iskreno Ministrstvu za javno upravo, ministrici, državnemu sekretarju, direktorju in pa predsedniku Državne volilne komisije in pa seveda vsem našim sodelavcem in sodelavkam.
Zdaj pa, predno pridemo k vam, spoštovane novinarke in novinarji, za vaše vprašanja. Samo še ena informacija. Konec tega tedna boste vi v vaše nabiralnike dobili revijo Ljubljana in na zadnji strani so tudi vse te informacije povezane z maratonom in volitvami, se pravi, kako, kaj dostopati. Tako da to boste našli v vaših nabiralnikih.